družina, hvala, da ste si vzeli čas. Nocoj smo se zbrali ob slikah gospe Rezke Arnuš, ki je, kot vemo, na pot likovnega snovanja stopila pozno, vendar kot slabovidna ljubiteljska slikarka ustvarja že 17 let. Slika predvsem krajino, tihožitja, podobe bele krajine, v zadnjem času pa tudi figure, akte in abstrakcijo. Slikarsko samoiniciativnost je nadgrajevala skupinskimi in samostojnimi razstavami ter udejstvovanjem na likovnih delavnicah in kolonijah. Za svoje dela je prejela tudi številna priznanja in nagrade. Izbor slik, ki jih vidimo danes tukaj, smo zbrali skupaj z likovno kritičarko gospo Ana Marijo Stibil-Šajn, ki jo tudi prosim, če nam predstavi nocojšnje razstavljene slike. Spoštovane dame in gospodje, lepo pozdravljeni na ta 1. septembrski dan. Na dan, ki je poseben za našo današnjo razstavljavko, gospo Rezko Arnuš. Odpiramo namreč še eno njeno razstavo. Teh je bilo že kar nekaj, tako samostojnih, še mnogo več, pa tudi skupinskih. Kajti v teh 17 letih svojega likovnega delovanja je neutrudna raziskovalka skrivnosti likovnega sveta. Likovni svet je ustvarjalno zatočišče, je ljubezen, je možnost raziskovanja, poglabljanja, potovanja iz sedanjosti v preteklost, med spomine, ki jih včasih tudi nostalgično obuja. Slika pa tudi sedanjost, resničnost skozi svoje videnje in skozi svoje občutenje, kajti gre za izjemno tankočutno likovno ustvarjalko, kar njeno oko ne more več zaznati, zazna njena subtilna notranjost. Ta je resnično seizmografsko občutljiva, kar nam dokazujejo tudi njena dela. Kot je že omenila gospa Manica, se njena dela nekako v interpretativnem smislu razpenjajo od realizma do abstrakcije. V motivnem smislu pa avtorica prisega na tisto tematsko izhodišče, ki je bilo v zgodovini umetnosti največkrat interpretirano. To je krajina. Krajina v najširšem pomenu besede nastopa v njenih delih. In še posebej njena rodna bela krajina z vsemi posebnostmi, vsemi značilnostmi, tudi z etnološkim bogatstvom, s folklornimi elementi, vsemu tistemu, kar temu področju daje poseben karakter in posebno identiteto. Ampak ob krajinskih izhodiščih si je avtorica za ustvarjalni izziv postavila še eno, nadvse priljubljeno temo, s katero se lahko posameznik dobesedno poistoveti. In takšno poistovetenje čutimo tudi v njenih upodobitvah figur, najpogosteje ženskih likov in otrok. Njene ženske figure nastopajo v različnih vlogah. So soproge, ljubeče matere in nastopajo tudi v obliki razkrivanja čarov Venere v obliki akta. Ob tem
pa je v njenem motivnem repertoarju našlo svoje mesto tudi tihožitje. Tihožitna motivika obsega predvsem cvetlične kompozicije in te so nas pozdravile že v vhodnem prostoru. Vse to so vsebine, o katerih avtorica razmišlja in jih prevaja, ja, lahko bi rekla, v njej lasten in izoblikovan likovni jezik. V njem se srečujeta dve temeljni, primarni likovni izrazili. To sta črta, linija in barva. Avtorica ju povezuje v simbiozo. Včasih daje večji pomen črti, ki nastopa najpogosteje kot črna, jasna, tekoča, obrisna linija. Na drugi strani so pa potem barve. Ampak če se zaustavim ravno pri črti, pri risbi, je za avtorico to tista temeljna armatura in je vez s svetom vizualnih zaznav, pa čeprav so te za avtorico okrnjene. Črta je tista, ki omogoča, da vzpostavi ogrodje, znotraj katerega nato raziskuje in snuje skupaj z barvo. Ta črna kontura je tudi nekakšen ustvarjalni kažipot pri njenem, lahko bi rekla, specifičnem likovnem ustvarjanju. Ko pomislimo, da je lahko slikar človek, ki je slaboviden ali slep, se nam to zdi nekako nezdružljivo. In vendar imamo odlične slikarje, ki so tega sposobni. Pred časom sem se pogovarjala z gospodom Evgenom Bavčarjem in mi je rekel, da ko vidi slep, ko vidi rdečo barvo, da začuti posebne vibracije. In verjamem, da tudi avtorica, ko se ukvarja z barvami, toplimi, jasnimi, svetlobno ožarjenimi, čuti njihove vibracije, kajti le tako lahko ustvarja likovno prepričljive in avtorsko svojstvene likovne zapise. Kot sem že omenila, je risba tisto ogrodje, na katerem gradi z barvo. Včasih so nanosi tako intenzivni, da obrisna kontura potone pod njimi. Včasih pa ostaja povsem enakovreden element slikarskega podobotvorja. V barvah je čutiti svetlobo, ki jo avtorica išče in po katerih hrepeni. A ta svetloba prihaja tudi iz nje same. Ta svetloba se ne opismenjuje le v posameznih barvnih nanosih, ampak žari iz njene notranjosti. In tako imamo, predvsem tukaj na moji desni, čudovit razpon toplih, živahnih, iluminiranih barv,
z mehkimi barvnimi prehodi, ki resnično so del slikarkine palete, njenih ustvarjalnih hrepenent in njenih ustvarjalnih ciljev, ki jih suvereno dosega. Ko razmišljam o figuri, se vanjo poglabljam, se z njo poosebljam in zaupam svojo zgodbo. In tako je veliko avtobiografskih utrinkov zajetih v te slike žena in otrok, ki jih tako rada slika. Razigrane gruče otrok ali pa tiste ljubeče matere, ki tako nežno komunicirajo s svojimi otročiči. Figure odraslih ali pa otrok, vse zabeležene s poznavanjem klasičnega figuralnega podobotvorja. Znanj, ki jih je avtorica osvojila s pomočjo različnih mentorjev, pa tudi ali predvsem njenega talenta in njenih neutrudnih ustvarjalnih raziskovanj. Te figure so na eni strani realistično prepoznavne, na drugi strani pa modernistično stilizirane, kajti opazimo, da avtorica opušča posamezne podrobnosti, vendar s tem njene figure ne izgubljajo na izraznosti, temveč jo pridobivajo. Koliko miline zre iz obrazov teh njenih mater, koliko ljubezni, koliko čutnosti, pa čeprav ne zaznamo podrobnosti obrazov njenih upodobljenih. Ta nežnost, ta komunikacija vre tudi skozi gestikulacijo rok, skozi gibe, skozi zasuke teles njenih upodobljenih. Artikulacije teles so izrazito mehke, kar kaže, da avtorica vsako figuro neguje, seveda v duhu modernističnega opuščanja podrobnosti, vendar jo doneguje z izrazito čutno avtorsko artikulacijo in z občutenimi barvnimi prehodi, s katerimi skozi barvne ploskve vendarle dosega volumetričnost, trodimenzionalnost svojih figuralnih likov. Koliko zgodb, koliko lirične izpovednosti avtorica zaupa svojim malim in velikim figuralnim izbrancem. Umešča jih v prostore, ki niso definirani in vendar žarijo z neko pozitivno orientacijo. Ali pa ta prostor nakaže le s posameznimi elementi ilustrativnosti, ki so dovolj zgovorni, da lahko motiv umestimo v posamezen ambient, v posamezno okolje. In
kako pogosto svoje figure umesti prav v rodni belokranjski prostor. Z otroci, z mladimi materami, vsem tem obuja preteklost in še posebej nostalgično jo obuja in tradicijo prenaša v sedanjost prav z belokranjskimi motivi, z običaji iz tega področja, z vsem tistim, kar ta prostor zaznamuje in mu daje specifiko. Rezka Arnuš je neutrudna raziskovalka. Je avtorica, ki skozi barvo hrepeni po svetlobi, skozi moč risbe pa ohranja vez z resničnostjo. Njena dela žarijo v svetlobi, ki prihaja, kot sem že omenila, iz nje same. In svetloba, močna svetlobna podpora, ji tudi omogoča, da lahko izpove svoje stvaritve, da lahko udejani svoj motivni svet. Na eni strani zajemajoč preteklost, na drugi strani sledeč sedanjosti. In zato resnično ni naključje, da je avtorica ta svoj interpretativni repertoar razprla med tistima dvema skrajnima točkama, ki preigravata celotno zgodovino umetnosti. Od realizma do abstrakcije. Ampak v tem svetu je našla svoj prostor. Med temami, ki so bile že neštetokrat upodobljene, je našla svoje akterje dogajanja in jih donegovala z njej lastno likovno izraznostjo ter jih oplemenitila z njej lastno čutnostjo. In prav ta čutnost je tista, ki dominira, ki sporoča, ki daje avtorski pečat njenim stvaritvam. Za ta čudovit opus, ki je samo delček njenih ustvarjalnih prizadevanj, avtorici iskreno čestitam in ji želim radostnega ustvarjanja še naprej, predvsem pa svetlobe v njej in na njenih slikah. Iskrene čestitke. Hvala za to poglobljeno in občuteno predstavitev. Gospa Rezka, bi še kaj dodali? Vem, da govorijo slike, pa vendar. Ja, jaz se bi res iz srca zahvalila vsem, ki ste v takem lepem vremenu našli čas za mojo razstavo in ste prišli na otvoritev. Zahvalila se bi vsem, ki mi pomagate, vsak rabi pomoč pri ustvarjanju, kaj pa šele jaz, kot slabovidna. Tako da res hvala vsem, ki mi pomagate na tak ali na drugačen način. Hvala lepa galeriji, družina in gospe galeristki, Manici Ferenc. Seveda zelo vesela sem bila oziroma počeščena, da je današnjo kritiko v moji razstavi podala gospa Ana Marija Stilil Šajn. Res hvala lepa.
tudi nocojšnjemu otvoritelju moje razstave, gospodu Tomažu, se zahvaljujem, predsedniku Zveze društva slepih in slabovidnih, da me tako počastil in s tem tudi pokazal, da tudi društvo slepih stoji pod slabovidnimi slepimi ustvarjalci. Seveda ne smem pa pozabiti drage Barbare Krejči-Piri, ki je prva, zdaj bo že približno 10 let, ko me je nekako videla moje slike in me je porinila naprej in me hotela predstaviti s mojimi deli v javnosti in tudi tista, ki je tudi k vam prišla in me tudi svojo besedo ostavila za mene, in me vedno spodbuja, kjerkoli sem. Tako da, hvala vsem. Da razstavo tudi uradno odprete. Ja, hvala lepa za povabilo. Gospe in gospodje, dragi prijateljice, prijatelji, draga Reska. Tisto, kar človeka najbolj loči iz vse narave in iz očitih biti, je kreativnost in človeška ustvarjalnost. Ustvarjalnost je pravzaprav marsikaj od tega, da smo sposobni preživeti, da smo sposobni sestaviti in pripraviti dobro obrok hrane, da smo sposobni naplesti pulover, ali pa da smo pravzaprav sposobni tudi ustvariti vse, kar se dogaja. Vse tukaj stavbe, mesta, vasi, povezave z njimi, celotno družbo. In ustvarjalnost se v svoji najbolj sublimni inačici manifestira v umetnosti. Vsak človek ima nek potencial ustvarjalnosti, če ga zna najti, če ga zna spodbuditi, če se ga zaveda. Tudi invalidi imamo. Invalidi smo sposobni marsičesa in tudi